Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je petek, 20. marec 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Obsežne preiskave NPU na mariborski občini, povezane sumi dajanja in jemanja podkupnin, med osumljenimi tudi Saša Arsenovič. Tečejo zadnje ure kampanje, od polnoči volilni molk. Mariboru Kidričevo pomaščevanje. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Ob petkih ste zadnje leto vajeni objave podcasta Večer za vikend. Ta teden smo vam ga ponudili že v četrtek, zato vabljeni k poslušanju za nazaj, če debati pred parlamentarnimi volitvami še niste prisluhnili. No, včeraj smo se odločili, da ta teden vseeno tudi v petek objavimo Večerje zjutraj, kajti tudi tokrat imamo kaj zapovedati in razložiti. Maribor je včeraj zjutraj pretresla vest o hišnih preiskavah pri vidnih Mariborčanih in na mestni občini Maribor. Preiskave, ki jih je izvajal Nacionalni preiskovalni urad in v okviru katerih so začasno pridržali župana Sašo Arsenoviča, se nanašajo na sume storitve 17 kaznivih dejanj. Na Večeru so sodelavke in sodelavci ves čas spremljali dogajanje, poizvedovali in objavljali vesti, z raziskovanjem pa so nadaljevali tudi po zaključku redakcije. Popoldan, okoli 16. ure, je bil Saša Arsenovič izpuščen iz pridržanja. Pred nekaj predstavniki medijev je povedal slednje. Osumljen sem, seveda, zato so naredili hišne preiskave, da bi pridobili dodatne informacije ali iz elektronskih naprav, ki sem jo prostovoljno dal za kodov vred, da lahko pride v telefon. Enako je bilo z računalnikom, to je bilo doma, potem pa na občini enako elektronske naprave in dokumentacija. Česa pa vas sumijo? Vseh navedb, katerih me sumijo, sem krivdo zanikal in več pa zdaj ne morem komentirati, ker je postopek v teku. Ne veste, česa vas sumijo? Ne znam zdaj tega točno čisto povedati, ampak nič kaj resnega in bom svoje dela naprej dalje opravljal, kot sem do sedaj. Zdaj pa v svoji družbi pozdravljam Barbaro Bradač, ki je sodelavci Mariborske kronike spremljala dogajanje. Zdravo, Barbara. Zdravo. Barbara, kaj točno se je včeraj zgodilo, če lahko to vse skupaj sploh na kratko opišemo? Bova na kratko. Najprej povejva, da je bil včeraj dolg in naporen dan. Ta dan se je začel z zaustavitvijo mariborskega župana Saše Arsenoviča pred vrtcem, kamor je oddal otroka. Tam so ga zaustavili kriminalisti mobilne enote, sledila je hišna preiskava pri njemu doma na mariborski občini, pa tudi hkrati je potekalo še več preiskav. V aktivnostih je 66 preiskovalcev NPU-ja in kriminalistov na območju policijskih uprav Maribora, Ljubljane, Celja opravilo kar 17 hišnih preiskav in zasegov pri 9 fizičnih osebah, 11 pravnih osebah in enem organu lokalne skupnosti, pravzaprav pri mariborski občini. Kaj pa preiskuje NPU? Seznam je kar dolg. Mislim, da preiskujejo očitanih 17 kaznivih dejanj, preiskujejo sume nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanje podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Na Večeru smo prvi objavljali imena vpletenih, zdaj seveda to so vse neuradne informacije, ampak nekaj potrditev že imamo od zanesljivih virov, kdo so vpleteni, vsaj zdaj znani. Med osumljenimi je župan Saša Arsenovič. To je tudi sam v prvi izjavi potrdil. Po neuradnih podatkih je med osumljenimi še mariborski športni funkcionar Tomaž Barada in lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak. Skupaj je sicer 5 osumljenih oseb. Marsikdo se je namuznil, ko smo objavili, da je preiskavo sprožila prodaja zemljišč, kjer so nekaj časa bivali slavni krško-poljski prašiči na Studencih. Mislim, da si ti objavila to vest. Če pojasniš malo ozadje. Ja, to ozadje sega v leto 2022. Tam je bil en
kos takšnega kmetijskega zemljišča. Verjetno se naši bralci tega spominjajo, da je nastopal gospod Aleksandar Jovanovič v imenu starejše lastnice, ki da je večkrat prosila za spremembo namembnosti tistega zemljišča, pa do tega ni prišlo in potem so pač tam, ker je kmetijsko zemljišče, naselili to, kar na kmetijsko zemljišče pač sodi, te prašičke. Je pa potem prišlo do sprememb, pa ne zaradi tega, ampak nasploh je mariborska občina morala, že bila med edinimi ali pa redkimi v Sloveniji, ki ni imela sprejetega OPN-ja, ko ga je sprejela, je potem to zemljišče tudi lahko postalo stavbno, ko ga je pa ta gospa, lastnica, tudi prodala SH Globalu. In še ena, v bistvu večje podjetje je vključeno v te prve informacije, ki jih objavljamo. Preiskava sega tudi do podjetja Europlakat. Pridobili ste odziv direktorja podjetja Marka Kolbla, kaj pravi on? On pravi, da med osumljenimi on ni, da je iz odredbe, ki je bila seveda njemu predočena, razvidno, da preiskava ni direktno povezana z njimi, da jih je zanimala kriminaliste dokumentacija glede donatorja ene od postaj M-Bajka v Prušnikovi ulici. To postajo je financiralo podjetje Ferroterm. Mogoče si govorila s kom zaposlenim na občini, kakšen je bil ta dan za njih, ker vseeno niso vajeni tako obsežnih preiskav sredi belega dne oziroma tekom njihovega delovnega procesa? Bil je izjemno naporen, saj si predstavljaš, ne, da prideš na delovno mesto, potem pol koraka množica kriminalistov, zagotovo so bili, ne zdaj morda ravno prestrašeni, ampak zagotovo imaš neki večji rešpekt, kaj takrat počneš, kako počneš, katere dokumente ne nazadnje tudi lahko daš, zato je verjetno tudi župan potem poslal sporočilo zaposlenim, da se jim zahvaljuje za sodelovanje in da naj kar sodelujejo s kriminalisti, naj jim predajo vse, kar potrebujejo in da se jim zahvaljuje za vso strpnost. Ja, župana pa so novinarji, njegovo izjavo ste lahko slišali na začetku tega najinega pogovora oziroma pred začetkom tega pogovora. So ga novinarji prestregli po pridržanju, ko je odhajal najverjetneje proti domu sredi mestnega parka, tako da res kaotične so bile zadeve včeraj, ampak nekako jih na večer razlagamo skupaj in to bomo počeli tudi v prihodnje. Barbara, hvala, da si vzela čas. Hvala tudi tebi. Pravzaprav pa samo, če lahko to rečem, mislim pa, da je bilo včerajšnje spremljanje tega dogajanja v Mariboru rezultat dela celotne ekipe, tako mariborskega uredništva kot ob pomoči vseh ostalih, predvsem pa tudi Črne kronike. Hvala sodelavkam in sodelavcem, ki bodo seveda svojo vlogo, svoje naloge opravljali tudi naprej. Zadevo torej še naprej spremljamo. Že danes ob 10. uri je napovedana izjava Saše Arsenoviča, župana Maribora so k odstopu včeraj pozvali v stranki Pirati in v LPR. Več objav je bilo včeraj objavljenih na večer.com, danes obsežnejši članek tudi v tiskani izdaji Večera in če hočete celotno sliko, vabljeni, da jih preberete in spremljate naše delo. Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami smo vstopili v zadnji dan kampanje, ki se v zaključku vrti okoli zloglasne afere s prisluhi. Potem, ko je prvak SDS Janez Janša po razkritju Sove priznal, da se je sestal s članom paraobveščevalne izraelske službe Black Cube, ki je povezana z nezakonitimi prisluhi, je premier Robert Golob pozval vrhove Evropske unije, naj raziščejo primer tujega vmešavanja v slovenske volitve. V Gibanju Svoboda menijo, da gre za veleizdajo SDS. Medtem je skupina 40 domačih intelektualcev obsodila tuje vpletanja v volilne procese. Predstavniki civilne družbe pa bodo danes popoldne na shodu v Ljubljani pozvali državljane k množični udeležbi na volitvah. Sklepno in obsežno o volitvah dan pred volilnim molkom pišemo v Večeru in na večer.com. Znova pa vas vabim tudi k poslušanju zadnje epizode podcasta Večer za vikend, v kateri so o finišu kampanje debatirali večerovci Matija Stepišnik, Matej Grošelj in Blaž Petkovič.
Pred reprezentančnim premorom bodo nogometaši Maribora gostovali pri Aluminiju, kar v taboru vijoličastih sproža mešane občutke. Od grenkih spominov na zadnji medsebojni obračun do odločnosti, da nadaljujejo spomladanski niz neporaženosti. Tekma 27. kroga prve lige proti Kidričanom bo priložnost za Mariborčane, da dokončno poravnajo račune za boleč poraz konca prvega dela sezone, po katerem je šla krivulja rezultatov moštva Feđe Dudića strmo navzgor. Tekma v Kidričevem se bo začela ob 17:30, danes v večeru objavljamo napovedi iz obeh taborov. Feđa Dudić pa je spregovoril tudi o številnih poklicih v reprezentance pri vijoličastih, kar se v preteklosti, tudi ko je on sam prišel v Ljudski vrt, ni dogajalo, no zdaj pa ima Maribor kar nekaj reprezentantov. Vest je objavljena na vcer.com/sport. To je bil Večer zjutraj 20. marca 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.